No to, kaj dogaja, pa gostim damo, ki nosi naziv ženske šahovske velemojstrice, je svetovna mladinska prvakinja, je najboljša slovenska šahistka vseh časov, študentka biokemije, je simpatična in karizmatična. Dame in gospodje, Laura Vnuk. Živjo. Laura, dobro večer. Slišal sem, da je zelo pomembno pri šahu, da narediš nepričakovano otvoritev. Tako da mi jaz to probal v intervjuju. Laura, daj mi povej, kva imaš proti Kučanu? Kaj je narobe? Kaj ti je naredil? Ja, nič. Ne vem, nimam pojma. Ne, pa res, kaj je narobe? A sta, mislim... Ja, ne razumeva se, ja. Res? Ja, ni te otvoritvene dinamike med nama, ne. Otvoritvene dinamike Ja, ni? ne deluje, žal. No, vidim načeloma, da kar deluje tale nepričakovana otvoritev tudi v intervjujih, ampak pustva zdaj to. Zdaj mi povej, koliko pomembno v šahu je biti dober psiholog? Šah je v bistvu dosti psihološka igra, glih zato, ker svetovno tekmovanje traja recimo 10 do 14 dni celo in ena partija traja, mislim, igraš 10 partij in ena partija traja tudi 6 ur recimo. Okay. Tako da prvič moraš biti pripravljen za celo šahovsko partijo, če narediš napako, moraš biti zbran, ne smeš zdaj priznati, naredil sem napako, ampak moraš iti dalje. Pa tudi, če kdaj izgubiš kako partijo, ne smeš biti preveč emocijalen, bi rekla, no. Moraš biti zbran, moraš se znati pomiriti. A pa študiraš svoje nasprotnike, recimo se malo pozanimaš v njih, da veš, aha, tale zna biti malo kolerik, z njim moram tako igrati, tale je malo melanholik, ta je malo narcisa. Ja. Najprej preštudiraš, kak stil igre je in potem tudi iz stila igre malo ugotoviš, kako osebnost ima neke vrste. Če veš, da se rad zapira v take zaprte pozicije, rad čaka, tudi pač bolj računamo na šahovske stile, ko se pripravljamo, ne ravno na psihološke. No. No, ampak še bolj meni, da je pa pomembna kondicijska pripravljenost. To je pa najbolj pomembna pri šahu. No, ja. Tako, kot sem rekla, tekmovanja trajajo 10 dni in ena partija 6 ur in da ti zdaj sediš za šahovnico 6 ur in igraš in razmišljaš, mislim, sej... Rabaš energije veliko, ne? Ja, energije rabaš, pač seveda, če si športno aktiven, tudi pred priprave, da imaš, seveda, tvoji možgani imajo pol večjo kapaciteto, lažje ostaneš zbran, lažje ostaneš koncentriran. Jaz skozi neki laufam pa hodim, pa nič ne pomaga. Kapaciteta ista. No, ne vem. Je pa, lahko rečemo, igra šah, nekako najbolj enakovredna igra, kar se spolov tiče. Se strinjaš? Ja, definitivno je najbolj enakovredna igra glede spolov, je pa vseeno žensk veliko manj v šahu kot moških. V bistvu je edini šport neke vrste, kjer se ženske kosamo z moškimi, igramo z moškimi na navadnih klasičnih tekmovanjih. In tudi pač najboljša ženska na svetu, Judith Polgar, je dokazala, da se moške premaguje, premagala svetovnega prvaka, ampak ženske v šahu tam nekje 50%, ostali so pa moški. Proti komu rajši igraš? Proti ženski ali proti moškemu? Jaz osebno raje proti moškemu, zato ker ko igram proti ženski, zato, ker nas je toliko malo, se počutim, da moram zmagati, da se moram dokazati, da sem boljša, medtem kot moški je malo sproščeno. Kako gledajo na vas, recimo, so kdaj daj kaj prednosti? So kakšni džentelmeni v šahu ali odreti? Ne, na koncu pol rečejo, za punco pa dobro igraš, pa si bila preveč lušna, nisem mogel igrati, te so te klasike. V trenutno zelo popularni seriji na Netflixu The Queen's Gambit je ta glavna junakinja pred partijo kdaj pojedla kakšno pomirjevalo, rukala kdaj kakšnega takratkega, ampak predvidevam, da to v realnem svetu šaha absolutno ne gre čez, ne? Ne, definitivno to, ko se, mislim, moraš biti zbran, ko igraš, 100% koncentracija in to... Se pravi, ne pomaga to? Oziroma pomaga, če Nisem še probala, ne, mogoče bi mogli probati pa pol primerjati. Probaj recimo, oziroma probaj mogoče, da nasprotnika, da se ga malo nacuka. To po moje pa najbolj pomaga, ne? Za konec zdaj še razjasniti misterij. Kdo so Chiquitas? To sem prebral. Kaj je to za eno tajno društvo? Ja, to je zelo tajno, skrivno društvo, ne.
To so v bistvu 3 punce, ki igrajo šah in so vse članice slovenske šahovske reprezentance. Ti si ena izmed teh, ne? Ja, sem ena izmed teh, sem hotela povedati. Ja, jaz sem Čekita. Okay. Ena izmed Čekita. Tako da mi v bistvu streamamo na platformi Twitch šah. V bistvu gre za komunikacijo, mi malo učimo, razlagamo, kaj so ideje, zakaj sem igrala to potezo, zakaj so te otvoritve dobre, zakaj je svetovni prvak toliko boljši od ostalih in tako. V bistvu, ampak vas gledajo samo šahisti ali pride tudi kakšna mladina malo gor pogledati, ne? Daj, da vidimo, kaj pa danes kaj Čekitas počnejo. Ja, upam, ne vem, kolikor tisti, ko komunicirajo, kar znajo lepo šah, oziroma pridejo pa rečejo, kako naj se izboljšam, a imaš kakšne ideje, tako v bistvu pridejo bolj po šahovske nasvete. No, ampak tudi pa malo delate promocijo s tem, da mlade tudi zanima mogoče šah, ne samo kaj se obleč, pa kako se našminkati, tako naprej. Ja, seveda. Mislim, jaz že odkar igram šah, delam na tem, da bi šah bil bolj popularen. Jaz, ko sem bila majhna, ja, sem mislim, šah je bil bolj zapostavljen, bi rekla. No, tako da meni je, mislim, upam, da uspeva ta promocija na vseh ravnih. Gre ti zelo dobro, tako da ne dvomimo. Laura, najlepša hvala za obisk. Jaz moram reči, da sem zelo počaščen, da si prišla. Želim ti še ogromno dobrih partij. Dajva si pa pogledati, kakšno partijo bosta pa danes užgala fanta na mali terasi za konec. Hvala ti. Hvala. Če hočete videti še več posnetkov od Kaj dogaja, se lahko težko je. Se lahko subscribete, skratka, pritisnete na gumb spodaj.